Z mojo današnjo gostjo, Natalijo Ugren, bova govorila o skrivnostnih nakupih, mystery shoppingu, skritih kupcih. Kaj je to? Ja, v bistvu gre za raziskavo, kjer podjetnik lahko lažje ugotovi, kaj se mu dogaja na prodajnih mestih, kaj se mu dogaja v telefonski centrali, kaj se dogaja, ne vem, komerciali, ko komercialisti dobijo e-povpraševanje in na podlagi teh analiz, poročil lahko lažje usmerja izobraževanje, lahko daje boljša navodila zaposlenim, kako naj obravnavajo stranke. Torej, verjetno se strinjava, da si vsako podjetje želi zadovoljne kupce. Res je, ja. Šefi, direktorji pa ne vemo vedno, kaj se dogaja na terenu, ne? Lahko tako rečeva. In vi preverjate, kakšna je izkušnja kupca na terenu. Tako je. Mi imamo v bistvu ekipo skrivnostnih kupcev po celi Sloveniji, ki delujejo lokalno in na podlagi naročila od strani naročnika mi pripravimo našega skrivnostnega kupca, da se pripravi v vlogo resničnega kupca in obišče avtosalon, banko, restauracijo, turistično agencijo in se obnaša kot običajen kupac, s tem, da je pozoren, koliko časa je čakal, da so ga sploh postregli, kako so ga pozdravili, kaj so mu ponudili, kaj so mu svetovali. Včasih pride celo do tega, da si celo, ne vem, konkretno smo imeli primer v turistični agenciji, da se je odločil za aranžma, da je vplačal aranžma in smo čakali do situacije, ko je prejel letalsko karto na dom. Se pravi, mi smo želeli s to storitvijo preveriti, ali... Tudi cel proces. Se pravi, cel proces, od začetka, ko imaš komunikacijo s stranko, pa vse do konca. Kako ste prišli na to idejo? Koliko časa se s tem ukvarjate? Zakaj? Ja, letos bo v bistvu 10-letnica tega. Prav smo specializirana agencija, ki se ukvarja samo z mystery shoppingom. Ideja je prišla v bistvu čisti iz moje lastne izkušnje, ker ko sem bila jaz stranka, sem opazila, da imate recimo prodajalce, ki se trudijo do tebe, res so bili super, vse so postregali. Na drugi strani srečaš prodajalce nemotivirane, slabe volje, te ne opazi, raje zlaga police. In se mi je zdelo, Madonna, če bi lastnik vedel, kaj se mu dogaja v trgovini, verjetno bi kaj ukrepal. In tako je prišla na kak ideja, kaj pa če bi začeli pisati poročila in javljati podjetjem, kaj se jim dogaja v trgovini. S tem sem pa tudi seveda želela, da pa začnejo podjetje iskati svoje zvezde. To pomeni, kdo so pa njihovi vrhunski zaposleni. Ker vemo v Sloveniji, da prodajalci v maloprodaji konkretno imajo vsi iste plače. Ampak vedno lahko naletite na prodajalca, ki se res trudi do stranke, druge pa rajši, ki zlagajo police. In se mi zdi prav, da bi tudi lastnik moral vedeti, kdo so njegove zvezde, se pravi zaposleni, zaradi katerih ljudje sploh pridemo nazaj. Torej, po vaših izkušnjah v Sloveniji večina prodajalcev ni plačana od prometa, provizije? Nažalost ne, še. Ja, se pa čuti, ne? Če hodimo po tujini, se takoj vidi, ne? Kdo je plačan od provizije, kdo ne. Se verjetno je kakšna mestna kombinacija najboljša, ampak kako pa na to gledajo recimo zaposleni? Ko izvedo, da jih bo nek skriti kupec obiskal? Zdaj spet vprašanje, kako napovejo podjetje to storitev. Zdaj nekateri to uporabljajo, kar je slabo in ne priporočamo, da strašijo zaposlene. Zdaj pa paste, zdaj bojo prišli skriti kupci, zdaj vas bojo ocenili, nekateri gre celo tako daleč, da jim še celo grozijo opomine, dozbite, odpustili vas bomo, to si kakor ni skladu z namenom te storitve. Bistvo te storitve je, ne da iščemo napake pri zaposlenih, ampak da najdemo priložnosti za izboljšave. In če so zaposleni slabo ocenjeni, bi se moral najprej vodja vprašati, zakaj je zaposlen dobil takšno ceno. Tako da v tujini je v bistvu najprej razgovor z vodjem, ne z zaposlenimi. Pri nas v Sloveniji dostikrat najprej pokličejo zadnjega prodajalca iz skladišča, kaj se je zgodilo. V bistvu bi pa morali vodstvo vprašati, zakaj je zaposleni dobil takšno ceno. Seveda je pa tako, zaposleni, ki so bili dobro ocenjeni, dobivamo recimo povratne informacije, da so si dobili potrditev, da dobro upravljam svoje delo, postanejo še bolj samozavestni. Pravijo končno, da v podjetju ugotovijo, koliko se trudim za stranke. Jaz tudi vedno podjetjem predlagam, da naj nagrajujejo svoje zaposlene. Če ne finančno, ker vemo, kakšno je stanje, naj naredijo vsaj simbolično nagrajevanje. To pomeni, dajte ljudem, ne vem, 2 karti za v kino, za v bazen, nekaj dajmo začeti pospeševati dobro storitev, ki jo prodajalci ponujajo strankam. Katere panoge so najbolj dovzetne, recimo? V katerih panogah ste izvedli največ skritih nakupov? Torej, panogih se najbolj zavedajo pomena, recimo v tem trenutku tega? Največ uporabljajo tam, kjer je največja konkurenca. Recimo avtosaloni, banke, maloprodajne trgovine. Ker ugotavljajo, da v bistvu na koncu vsi imajo nekako podobne pogoje, ne? Ampak kupec se odloči na podlagi osebnega odnosa svetovalca oziroma zaposlenega. Mi ponavadi, recimo, ko kupujemo avto, se ne gremo samo v en avtosalon. Verjetno obiščemo vsaj 2-3 avtosalone v bližini. In tam, kjer so nas nekako najbolj zadovoljili kot kupca, tam sigurno se odločimo, zelo verjetno, da se odločimo tudi za nakup. Tako da tam, kjer je velika
cenovna konkurenca, kjer ne more drugega stranki ponuditi, kot samo še osebje, no tam je pomembno, da podjetje ve, kako se osebje obnaša do zaposlenih. Žal mi je, da v Sloveniji recimo zelo malo posluha v turizmu. Želeli smo predstavljati tudi turističnim agencijam oziroma bolj hotelirjem in tistimi, ki se ukvarjajo v turizmu, gostinstvo, pa nekako pravijo, saj imamo polne hotele, saj mi tega ne rabimo, saj smo že dobri. Ne? V bistvu mogoče sploh ne vejo, kakšne priložnosti še imajo, da bi lahko bili še boljši. Ker v bistvu ugotavljamo za raziskavo Mystery Shopping, da najbolj peše v vseh branžah dodatna prodaja, ki pa je najboljši način in najhitrejši način za povečanje prodaje kljub istemu številu strank. Če bi nas recimo na pravi način povsod vprašali tako kot recimo v Petrolu, ne, gospod, da boste še Vitrex, ne, ali pa kaj podobnega, recimo to banalni primer, ampak na katerega smo vsi naleteli, ne, potem bi šla prodaja marsikje precej navzgor. Ja, seveda. In tukaj je v bistvu največ priložnosti za večjo prodajo in s tem si pa lahko tudi seveda podjetje upraviči ta strošek Mystery Shoppinga oziroma skritih obiskov, ker seveda podjetnik gleda, zdaj bo imel pa še dodaten strošek, ne, ampak če pa ti napoveš v podjetju, da se bo zdaj začela izvajati kontrola na prodajnih mestih ali vi, prodajalci, izvajate dodatno prodajo, verjemite, da bo vsak prodajalec zdaj naprej z glavo razmišljal, ko bo na delovnem mestu. Ne? Ker zdaj povprečni prodajalci pridejo zato, da 8 ur svojih oddelajo. Če pa oni vejo, da prihaja kontrola, nenapovedano, se pa bolj trudijo. To pomeni, da vsak kupec, ko pride skozi vrata, on začne razmišljati, kaj moram že narediti? Aha, moram stranko pogledati oči, se nasmehan, dober dan, ponuditi, predstaviti. Se pravi, in mi v bistvu s to storitvijo naredimo spremembo vedenja v prodajalcih. Samo prodajalci seveda morajo vedeti, kaj se od njih pričakuje. Tako da prvi korak v vodstvu je, da mora najprej dati jasna navodila, kaj mi pričakujemo od tebe, ko pride stranka osebno, ne vem, v trgovino. Kaj narediš, ko zazvoni telefon. Se pravi, točno je treba napisati navodila ljudem in potem je treba v ta navodila preverjati z Mystery Shoppingom, ali to ljudje uporabljajo. In če še ne uporabljajo, potem je treba z njimi izobraževati, se delati, se z njimi ukvarjati in spet uporabljati Mystery Shopping, zato da vidimo, ali se storitev izboljšuje in podjetja, ki to uporabljajo, res zagotavljajo, da se pozna in na zadovoljstvu strank, manj imajo pritožb, reklamacij, večja je prodaja in tudi sami zaposleni so bolj zadovoljni, predvsem tisti, ki so dobri, da dobijo potrditev, da so dobri in da vodstvo ve, kdo so dobri. Tisti, ki so pa povprečni in pa tudi pomagamo s tem, kaj se od njih pričakuje. Ker vidim, da marsikateri prodajalec se trudi po svojih najboljših močeh, ampak on ne ve, a dobro dela ali ne. Zato mu moramo mi pomagati, kako je lahko še boljši. A kontrolirate na nek način, preverjate samo prodajalce ali celo izkušnjo, ne? Ker tudi proces je pomemben. Če recimo prodajalec obljubi, ne vem, testno vožnjo ali pa ponudbo v 3 dneh, ne? Ja. Tako, mi vse to spremljamo. Mi spremljamo potem, ali je res ponudbo tudi poslal v 3 dneh, kot je obljubil. Recimo v avtosalonih, v bančništvu, v svetovalnih, recimo, ne vem, nakupu kuhinj oziroma večjih izdelkov je zdaj že tudi navada, da naj bi prodajalec stranko poklical potem, ko je prejela ponudbo ali se je odločila za ponudbo. No, in preverjamo tudi ta del, ali je prišlo tudi do tega klica. In spet ugotavljamo, da ni prišlo, ne, recimo. Tako, a je težko dobiti skrite kupce, ne? Vi, oziroma kakšni ljudje morajo to biti? Ja, zdaj pa tako, ja, dostikrat podajalci seveda komentirajo, kdo so pa sploh te ljudje, kako me lahko nekdo oceni, recimo, če nikoli ni delal v banki, bančniki se včasih pritožujejo, ne. Ja, sej smo pa bili v banki, ne vsi. Ja, ampak jaz pa vedno rečem, koliko bančnikov pa dejansko hodi po bankah? Noben, ne? Se pravi, vi rabite običajne ljudi, ki dejansko pridejo v banko se pozanimati recimo za nek kredit, no in naši sodelavci se pa seveda šli čez veliko testiranj in preverjanj, tako da ponavadi od 300 prijavljenih jih nekako izberemo tem okrog 20. No. In kaj to, starejše, mlajše, ženske, moške, vse? To pa vsi, ki naredijo test. To pomeni, mi jim damo nalogo in potem tudi preverjamo, se držijo navodil, se držijo rokov, naredijo tako, kot smo napisali. Se pravi, vse te stvari potem tudi pridejo osebno na izobraževanje, kjer jim predstavimo prodajni postopek, zato da oni razumejo, kaj pomeni v prodaji ugotavljanje potreb, predstavitev izdelka, kaj so to koristi, kaj pomeni dodatna prodaja. Zato, pa svojo zgodbico mora imeti vsak, ne? Verjetno, ko pride stranki. Ja, toga pa potem predhodno pripravimo s scenarijem. Se pravi, vedno pa moramo najti profil kupca, ki ustreza najbolj pogostemu kupcu v tej trgovini. Zato sem rekel mlajši, starejši, tako, ne, tako naprej. Ne? Ja, mi imamo profil, ko recimo damo izbor, stranka želi, da je to recimo ženska stara, ne vem, od 20 do 65 let, ne? In dejansko moramo potem poiskati te ljudi, ne? Čeprav včasih se kakšni moški skrivnostni kupci, ne, pravijo, ja, sej mi bi tudi lahko kupovali recimo spodnje perilo za svojo ženo, ne? Ja, samo scenarij je, da moraš ti nedrček iti probati v kabino, tako da ne morete sodelovati pri tem projektu, ne? Tako da odvisno od scenarija do scenarija vedno iščemo tudi takšne kupce, ne? Zdaj konkretno recimo bomo delali za neko optiko,
potrebujemo skrivnostne kupce, ki nosijo očala z večjo dioptrijo. Aha, z večjo dioptrijo. Ker potem spet bomo spremljali cel postopek. Od naročila, da prideš na pregled, do tiste medicinske sestre, ko te bo dala naprej, do okulista, ki te bo pregledal, potem pa do prodajalca, ki ti bo svetoval očala, potem boš prišel pa še na prevzem očal naslednji dan. Se pravi, cel postopek bomo spremljali. Ne? Natalija, jaz sem prepričan, da pomagate slovenskim podjetjem in povečati prodajo, no na nek način pomagate celemu gospodarstvu, ne? Ker če bi bili ljudje bolj prijazni, bi več prodali, če bi se več prodalo, ne? Pa tudi že sam način odnos do kupcev je pomemben. Tako. Pa ne samo prodajalcem, ne? V bistvu s tem pomagamo tudi prodajalcem, tisti, ki želijo se izboljšati, da se lahko preverijo, kje imajo še rezerve. Natalija, hvala za obisk in za poučne informacije. Hvala lepa tudi vam za povabilo.